Ja, kako si pa huda. Najmanjše nogice pustijo največje sledove. Bova pa midva naredila še eno masažo prsnega koša. V naših življenjih, pa tudi v naši družbi. Da boš tudi malo lažje dihal. Herojske medicine pri nas ni. Pri nas je ponižna in počasna. Dobro jutro, Zala. Zdaj le bova Ritko previle, da pogledava, če si kaj kakala pa lulala. Zaspanka ti majhna. Da vidimo. Najbolj poznajo glas mamice. Mi pač vsako jutro, ko pridemo, se najprej oglasimo, pobožamo, rečemo dobro jutro, kako je bilo. Evo, pridna si bila, pridna. Izvoli Dudico, izvoli. Tudi na tak način spoznavajo naš glas, so pa otroci kar drugačne volje, ko pridajo starši, predvsem pa mamice. Pa boš gledala tamle, boš videla, kdaj bo mami prišla, na to stran. Pa še pokrijem te, da te ne bo zeblo. Moje ime je Vlasta, tukaj sem zaposlena že skoraj 20 let in te službe ne bi zamenjala za nič na svetu. Par mililitrčkov. Evo, Zala, dober tek. Marsikdaj je zelo, zelo naporno. Sploh, če smo starši, potem se poistovetimo s temi starši, ki so tukaj, ki preživljajo velikokrat ne samo dobre in lepe stvari, tudi žalostne. Starši morajo imeti kar veliko moči, da prebrodijo vse to. Jaz upam, da smo tudi mi en kanček njihove pomoči. Veliko je prezgodnjih porodov, skoraj 500 otrok sprejmemo letno. Ena od njih je tudi tale naša Zalika, danes stara 23 dni. Ona je bila rojena za 27 tedni in je naša prava junakinja. Doktor Perme, s porodne so klicali 25-tenski se rojeva, če greste, prosim. V porodno grem. Jaz sem Liljana Kornhauser-Cerar, pediatrinja, neonatologinja, vodja tele enote. V službi od prvega dne te enote, ampak ker je to nova porodnišnica, tudi jaz še nisem toliko stara. Mislim, da vsi mislimo, dihamo enako. In to je zelo pomembno, ker če želiš funkcionirati kot tim in je tukaj vsak člen enako pomemben za uspeh, to je ne samo življenje, ampak zdravje in normalna rast in razvoj, potem seveda moramo misliti enako, čutiti enako, biti pripravljeni, da žrtvujemo marsikaj svojih čustev, velikokrat osebnega življenja, tudi za delo. Ampak to se vedno rečemo stokrat povrne. Mislim, da sem edina tukaj, ki opazujem svoje bivše varovance, kako ne le odraščajo, kako ne le diplomirajo ali pa magistrirajo, doktorirajo, ampak imajo tudi svoje otroke. In takih je zdaj že kar nekaj. In to je še poseben ponos, ker mislim, da to, da skupaj z ekipo omogočaš življenje, ki se prenaša naprej, je nekaj, za kar je vredno delati in živeti. Sama masaža je običajno njim zelo prijetna, se sprostijo ob tem. Tudi sama sem bila nedonošenka, rojena v 27. tednu. Bila sem skupaj z bratom, dvojčkom, pa sva bila vse skupaj, mislim, da nekje 2 meseca. Tako da sem nekako povezana z tem delovnim mestom že od nekdaj. Pa nasplošno me pač veseli delo z dojenčki in pot je nanesla, da sem pristala tukaj. Tega samo obračam. To je pomembno, da so pljučka bolj dobro razpeta, predihana. Moje ime je Tina Mencin, sem fizioterapevtka, zaposlena tule v enoti intenzivne terapije. Izvajam respiratorno fizioterapijo in pa seveda tudi sodelujemo z mamicami pri učenju handlinga oziroma pravilnega rokovanja. Vidimo res, kakšni borci so, koliko tudi mamam v bistvu pomeni, če smo jim v oporo, v pomoč, sploh v tistem začetku. In hvaležnost mam in seveda pač napredek pač nedonošenčkov. Kakšen je? Fantek, punčka? Odlično, ste morali karkoli delati? Ne, odlično. Inkubator je že topil, kar hitro.
Vsak dan je za nas lahko uspeh in vsak otrokov dosežek je uspeh. In tukaj je pomembno ne samo tim, ki ste ga spoznali danes, ampak predvsem starši, stari starši in pa potem seveda cel sistem medicinske oskrbe tudi po odpustu iz porodnišnice. Tole videti vse odlično, tako kot mora biti. Možgančki so še nezreli, še niso povsem zvijugani, to še pride. Tako en in še drugi prekat. Predvsem gledamo, ali so kakšni znaki za krvavitev, za pomanjkanje kisika, za vnetje. Kar nam je najbolj pomembno, da tudi, ko se ne konča vse srečno, ohranimo vezi, ohranimo prijateljstva z starši in tudi pri tistih, ki preživijo, a imajo kakšne posledice, vidimo, da so veseli svojega življenja, da jim življenje ni v breme. In mislim, da za tiste, ki ne poznajo našega dela, ki mislijo, da pravzaprav ti zelo majhni otroci nosijo veliko nevarnost za invalidnost in za življenje, ki je pravzaprav umetno podaljševano, da nimajo prav. Na intenzivno seveda sprejmemo okrog 500 do 600 otrok, vsi niso nedonošenčki. Je pa Ljubljana zaradi, kot rečemo, transporta in utero, se pravi premestitve nosečnic, ki jim grozi zelo prezgodnji porod iz drugih porodnišnic, center, kjer se rodi okrog 90% slovenskih otrok s težo po 1000 gramov. Včasih je bilo to 1000, danes je to 500 gramov. Letos imamo že 6 otrok, ki so ob rojstvu tehtali manj kot 500 gramov in jim gre dobro in so že nekateri doma. Ko sem jaz prišla v službo, če se je rodil otrok s težo 1000 gramov, so vsi samo zmajevali z glavo in niso imeli prav veliko upanja, da bojo preživeli. Danes se spuščamo niže in niže in danes lahko damo neko možnost tistim, ki so rojeni 17-18 tednov prezgodaj. Seveda to ne govorimo o 100%, ampak kljub temu so obeti in predvsem so obeti za zdravo življenje in preživetje. Služba je postala moje življenje in res si težko predstavljam, da bi naenkrat odsekala in se upokojila. Vsak dan so novi izzivi, nova veselja, nove sreče, druženje z enako mislečim. Mislim, da je izjemno pomembno, da delam v skupini, ki se med seboj razume, ki se pač ne ločujemo med seboj, kdo je kaj po funkciji, ampak da se čutimo vsi poklicani za ta poklic in za to delo. Kam se selite? Sobo 6. Takoj, ko nedonošenček pride z tiste strani na to stran in se bliža zadnjim sobam proti izhodu, je to za nas tudi neka zmaga, še večja za starše. Mamica bo lahko več ob njemu, lahko ga bo pričela previjati. Zala je bila zelo pridna, pokakala se je, polulala, Vlašta jo lepo previla. Vesela sem tudi vedno, ko sem prijateljica nekaterim na Facebooku in dobim potem njihove fotografije z rojstnih dni, fotografije z prvih šolskih uspehov, prvega šolskega nastopa ali pa tudi kasneje. Sicer je pa res, da se tudi v okoljih, kjer ne bi pričakoval, stopi k meni kakšen odrasli, me pocuka za roko pa rečete, mama je rekla, da ste me vi imeli v inkubatorju. In to so posebna občutja. Majhni koraki so pomembni in v bistvu samo ti vodijo k uspehu. Treba biti ponižen, čim manj agresiven, prilagajati se otroku in to je recept za uspeh. 28-tedenski, se pravi 12 tednov prezgodaj, Iza in Iva, pri nas sta bili kar 2 meseca do odhoda domov. Zdaj sta pa stari 2 leti. To je neizmerno veselje, ko vidiš, da so otročki, ki odidejo od nas, da so v redu, da so zdravi. To je več kot mesečno plačilo. Tam pa gremo domov. Pa. Hvala vam za vse. Ja, tudi vam. Iza, pomagaš?